dan in dobrodošli v epizodi, kjer se bomo posvetili prvim letom šolanja otrok. Videli bomo, če sodobna gradiva lahko pomagajo, da otroci čim hitreje se postavijo na samostojne učne noge. Z menoj sta danes Mojca Urankar Počka, je glavna urednica za razredni pouk pri založbi Roko Sklet, in Mladen Kopasič, avtor učnih gradiv za matematiko za 4. in 5. razred osnovne šole in tudi učitelj. Dobrodošla. Hvala. Mojca, serija Lili in Bine je bila res nekaj posebnega. Pred 10 leti je prišla na trg. Na kakšen način se je razlikovala od prejšnjih gradiv? Res je. Pred več kot 10 leti, torej leta 2010, smo začeli snovati popolnoma novo serijo za prvo triletje, in sicer smo si zadali, da bo ta serija medpredmetno povezovala čisto vse predmete, torej tudi šport, likovno in glasbo. Do tistega trenutka so sicer bili poskusi medpredmetnega povezovanja, vendar noben od teh poskusov nekako ni bil najbolj dolgotrajen. Tako da smo imeli to, torej to je bila prva stvar, ki smo jo želeli uresničiti. Potem druga stvar je pa bila, da smo si želeli tudi nov koncept poučevanja, in sicer kombiniranega poučevanja, torej poučevanja tudi z vključevanjem digitalnih gradiv. Tako da smo potem to uresničili, hkrati smo pa začeli sodelovati tudi zelo tesno z učitelji praktiki. Meni kot urednici se je namreč zdelo zelo pomembno, da vključimo kar največ, torej da vprašamo za mnenje pri samem razvoju in pa tudi potem, ko se je vse skupaj potem razvijalo, da poslušamo mnenje učiteljev, zato smo tudi k samemu avtorstvu povabili učitelje praktike. Tako da je na koncu, če pogledamo z današnjega vidika, se vse skupaj kar lepo izšlo in tako je nastala potem ta serija Lili in Bine. Zelo priljubljena in vsi starši smo poznali, smo vedeli, kdo sta Lili in Bine. Mladen, koliko pa vam kot učitelju razrednega pouka pridejo prav učna gradiva? Kaj je tisto, kar lahko iz njih dobite in kje ste lahko potem kreativni, ustvarjalni? Učna gradiva so pomoč učitelju. So v različnih oblikah, v papirnati, po moje še vedno najbolj priljubljena, tudi meni osebno se zdi, da je najbolj uporabna. Potem imamo pa še številne izbire didaktičnih materialov, fizičnih ali pa interaktivnih, se pravi digitalnih. Zdaj pri teh zadnjih je treba biti zelo previden, ker hitro nas lahko zanese, da to postane prevladujoči del pouka, s čimer se jaz osebno ne strinjam. To je en fajn pripomoček, fajn popestritev, mora biti pa v ozadju vedno človek, učitelj, človek iz mesa in krvi, ker otroci rabijo osebo. Otroci rabijo nekoga, ki jih pohvali, otroci rabijo nekoga, ki jih objame, še posebej te male, ampak tudi nekoga, ki jih zna kregati, ko si to v narekovajih zaslužijo. Zdaj, če imamo mi samo neka gradiva, samo neke, bom rekel, dosti neosebne zadeve, potem za sam vzgojni del pouka to nikakor ne bi bilo dobro. Kar se pa tiče gradiv, res moja prioriteta je vedno bilo papirnato iz enostavnih razlogov. Prvič, ker je tehnično najmanj zahtevno. Nimamo kablov, nimamo polnilcev, nimamo zapletov, pravzaprav dajte na mize delovne zvezke, pa delamo. Druga stvar, tisto, kar otroci napišejo, si tudi bolj zapomnejo, kot če bi samo nekaj klikali, nekaj tipkali. In pa tretja stvar, sploh v zadnjih letih, da digitalnega, jaz mislim, da imajo že doma preveč. Dovolj in preveč. Mojca, kako se lotite osnutkov šolskih gradiv? Seveda upoštevate učne načrte, ampak kaj potem črpate? Na kaj ste pozorni? Prej ste rekli, da dobite informacije od učiteljev, pa jih dobite tudi od učencev?
Torej, kako se lotimo projekta? Torej, najprej že mi na založbi približno vemo, kaj si želimo, kakšne so potrebe na trgu, česa manjka. Mi vedno preden začnemo projekt, naredimo raziskavo na trgu, kar pomeni, da učitelje vprašamo, kaj potrebujejo, ali jim česa manjka, kje potrebujejo podporo, kje potrebujejo pomoč. In s pomočjo te raziskave dobimo kar konkretne informacije in potem na podlagi tega, kar nam ta raziskava pove, oblikujemo avtorske skupine, recenzentske skupine, ilustratorje in potem skupaj z recenzentsko-avtorskimi ekipami začnemo delati na razvoju gradiva, kako bo to izgledalo. Zdaj, ko ste pa vprašali, če tudi otroke, zdaj samih otrok ne. To so še tako majhni otroci, stari 6, 7, 8 let, tako da jih ne vključujemo v same raziskave. Nam pa seveda učiteljice sporočajo in učitelji sporočajo s terena potem, ali je bilo to otrokom všeč ali ne. Mladen, kakšni so otroci, ki jih učite danes? So drugačni kot tisti, ki ste jih učili pred leti, ko ste začeli s poučevanjem? Jaz mislim, da ne prav veliko. Tako da zdaj jaz sem v šoli, mislim, da 23. ali 24. leto. Otroci so bili vedno otroci. In tudi, če sebe postavim v osnovno šolo, se pravi 30 plus let nazaj, vedno so bili pridni, vedno so bili neki, bom rekel, srednji, pa vedno so bili kakšne mal barabce. In še danes je enako. Še danes je enako, otroci so živahni, otroci so pridni, nagajivi. Je pa res, da mogoče je razlika ta, da si znajo več dovoliti, kot so si včasih, zato ker včasih smo, in to bo vsak starš rekel, veliko bolj nekako imeli spoštovanje do šole, do učiteljev, ker smo tudi doma bili tako navajeni. Včasih niso starši hodili v šolo zagovarjati svoje otroke za lumparije, pravzaprav sploh niso hodili, ker se nismo upali povedati za kakšne lumparije. Tako da tle nekateri, bom rekel, si mogoče, pa to je malo število, to je fama, da zdaj so kar vsi taki, kar ni res. Saj pa kakšni, ki si dovolijo preveč, in tle seveda učitelji smo zato, da ustavimo to, in tudi jaz rečem, da pravim, da k starše pokličemo, velika večina je na naši strani, in se z otrokom pogovori tako, kot je treba, in se zadeve popravijo. Je pa vedno en majhen procent takih, ki pač zagovarjajo, ki so preveč zaščitniški do svojih otrok, ki mogoče imajo tudi malo previsoka pričakovanja od njih, bi imeli višje ocene, kot dejansko mogoče so otroci sposobni. In pol je treba nekoga ukriviti. Zdaj, nekateri ste zelo pri roki. Ja, najlažje učitelja, najlažje nekomu, kot pa si priznati, da mogoče njegov otrok vendarle ni toliko, bom rekel, ali brihten, ali sposoben, ali priden, deloven, kakor bi si oni želeli. Otroci pa tudi marsikdaj za svoje neznanje, bom rekel, razlog iščejo pri slabi razlagi, vedno so drugi krivi. Ja, pri preveč domačih nalogah. Absolutno se strinjam, kljukca. Ja. Ja. Poleg tega, da učite, ste tudi avtor šolskih gradiv, in to za matematiko. To je predmet, kar človeka malo strese, če ti matematika ni šla, kot meni, na primer. Na kaj ste pozorni, ko delate učbenike matematične? Najprej sem pozoren na to, da je življenjski. Da je življenjski, da je narejen iz bom rekel, praktičnega življenja, iz vsakdanjega življenja. In tle tudi jaz nekje črpam, bom rekel, en navdih, eno inspiracijo, da ko sestavljam učbenik ali pa delovni zvezek, pravzaprav gledam okoli sebe. Tako da vsebinsko, da je res resničen, pa druga stvar, da je saj skušam, da je otroku prijazen. Zdaj, ko ste omenili, matematika je res en tak, bom rekel, predmet, ki ima eno malo črno piko vedno, tako da je ravno zaradi tega nekak želja še toliko bolj narediti, bom rekel, prijazen, zabaven, poskušam čim več tega otroškega humorja not dati,
No, in tle nam pravzaprav zelo pomaga, kakor je bila sama zasnova, ne, za Radovednih 5, ker so vključili 4 otroke, pa enega psa. Se pravi, otroci so Filip, Neža, Zala pa Jaka. Vsak ima nekje svoj karakter, ne? En je malo bolj športnik, en je malo bolj brihten pa priden. Ne? In tudi mislim, da vsak otrok nekako, ki to gleda, nekoga najde, ki je njegov, bom rekel, sošolc, in nekako se zna poistovetiti s tem otrokom. No, Kuža Cof je pa itak tak, bom rekel, šalivec, ne? Tako da včasih imaš občutek, ko se pogovarjaš s te otrokih, ne, da kar verjamejo, da nekje obstaja, ne, da ta pes nekje živi in je junaki oživeli. Ne? Ja, in ga imajo kar za svojega ljubljenčka. No, tako. In to je, bom rekel, zelo jim približa matematiko, ne. Se pravi, nimamo samo tiste besedilne naloge, gole račune, ampak imamo vmes tudi malo smeha, malo zabave, prijaznosti, ampak kljub temu tudi kar resno delo. No. Kako bi meni prišel prav tak ljubljenček, ko sem hodila v šolo in matematika ni šla. Jaz lahko tudi dopolnim, da v bistvu te junaki so iz resničnega življenja nastali mojega, zato ker sem imela ravno otroka in ko smo delali serijo Lili in Bine, ki je bil v 1. razredu, pa potem, ko smo delali Radovednih 5 v 4. razredu, tako da sem črpala te junake iz mojih otrok, pa otrok mojih prijateljic. Je pa tudi ta Kuža ima soimenjaka, ki je tak zabavljač. To je pa lepo, da ste prav uporabili tisto, koliko smo prej govorili, da je nekaj življenjskega, ja, resničnega. Kako pa se je poučevanje prve triade spremenilo, na primer, v primerjavi s leti nazaj? Če primerjam, ko sem jaz v šolo hodila, pač je bilo frontalni način poučevanja. Učiteljica je bila pred tablo, mi smo sedeli, odprli smo zvezke in potem smo celo uro delali. Sanjari. Ali pač karkoli smo že počeli ta čas. Seveda, danes je to nekako saj želja in smernice grejo v to, tudi z novim učnim načrtom, da ne gre samo za golo posredovanje znanja, ampak da učitelj stopi nekako v vlogo moderatorja, medtem ko otroci, učenci pa sami raziskujejo, opazujejo, prihajajo do spoznanj. Učitelj pa potem to nekako poveže, jim pokaže, da izhajajo, tako kot je Mladen rekel, torej iz svojega sveta, iz že obstoječih izkušenj, ki jih potem nadgrajujejo z raziskovanjem in z aktivnim delom preko igre, seveda. Dokazano je, da se otroci največ naučijo preko igre in zato je današnji način poučevanja mnogo drugačen, kot je bilo včasih, ko smo mi hodili v šolo. Mladen, je za učitelje težko se prilagoditi novim razmeram, ki zahtevajo malo bolj aktivno, barvito, živahno vlogo učitelja? Pa to je dosti odvisno od učitelja do učitelja. Ne? Sej, mogoče zdaj izgleda, da je celo poučevanje samo neke skupine, ne? Neko raziskovanje, kar seveda je res, pa ni res. Tle je en del. Velik del pa še vedno ostane pravzaprav tisto frontalna razlaga. Je pa res, da tlele skušamo biti veliko bolj interaktivni. Ne? Se pravi, v samo to razlago s podvprašanji vključevati otroke not. Ne? Imamo pa pri samem delu, poleg tega, kar je Mojca rekla, ta raziskovalni del, imamo tudi veliko večje možnosti, kot so včasih bile. Ne? Zdaj imamo interaktivne table, pač projekcije so že leta, imamo posnetke, sploh v koroni se je to ogromno razširili, posnetki gradiv, kvalitetnih gradiv, ki so zdaj prosto dostopni, tako da pravzaprav mora biti učitelj že kar zbirčen, kaj vse vključuje, da ne pretirava s tem, ampak kot sem že na začetku rekel, še vedno pa moraš ostati tisti človek, tisti, ki posreduje, neka čustva so pomembna, da jih otroku damo. In tudi ko ti razlagaš, ne razlagaš pusto. Pravi, da učitelj mora biti dober igralec. In tudi marsikdaj res imamo občutek, da
da igramo, ampak ne v smislu, da bi s tem nekoga golfali, ne? Ampak enostavno, da dobiš več odziva nazaj. Ne? Pod črto je to najpomembnejše, to nosimo celo življenje. Vedno si zapomnimo učitelja, ki nas je navdahnil, ki je verjel v nas. Ne? Tega gotovo nihče ne pozabi. Ne? Ko delate gradiva, lahko vključite tudi naprimer naloge, kot so raziskovanje v okolici, kakšne takšne stvari, ki so eksperimentalne. Koliko imate svobodnih rok pri teh odločitvah o tem? V bistvu mi imamo vse svobodne roke, dokler časa smo znotraj učnega načrta. Torej, mi se moramo držati učnega načrta, kar pomeni, da moramo obdelati vse cilje, ki so v učnem načrtu, vse standarde in ne smemo učnega načrta presegati. To pomeni, da ko se avtorsko-uredniška ekipa sestane in naredi nek načrt, kako bo vse zapeljala, to so naše smernice, tako. Potem pa znotraj tega, seveda je pa vse odvisno tudi od avtorja, kako si zasnuje učno uro, kajti ni zdaj tako v razredu, da se delovni zvezki pa učbeniki uporabljajo kar vseh 45 minut, sploh ne. Pač otroci imajo nekje, sploh v prvi triadi, njihova koncentracija je nekje 10 minut, kar pomeni, da mora učitelj nekje na 10 minut, pa potem na malo več, ko zrastejo, menjavati neke aktivnosti. In tudi avtori si že, ko začnejo pisati gradivo, si reče, na začetku bo neka uvodna motivacija, potem bo to, potem bomo pa ali neko obravnavo naredili, na kakšen način, kako, potem bomo utrjevali in vse te faze, ki so znotraj tako šolske ure kot tega miselnega toka, ko učenec neko snov predeluje oziroma jo usvaja. In znotraj tega je pa avtor dokaj avtonomen in si lahko zamisli, kar želi v bistvu. Samo da je izvedljivo v razredu. Treba je tudi gledati, koliko učencev ima razred, podružnične šole imajo manjše razrede, kakšne šole v mestih imajo veliko učencev v razredu. Vse to je treba v zakup vzeti. V bistvu je vam, učiteljem izkušenim, so gradiva kot neko vodilo, pripomoček, medtem ko so mladim učiteljem na začetku poti, je pa to svet igral. Pa morajo se zanesti na to, ker izkušenj nimajo. Ja, mogoče so celo, bom rekel, gradiva bolj pomembna, veliko bolj pomembna za začetnike, ker enostavno imaš z drugimi stvarmi, ki so izven samega uresničevanja ciljev, toliko veliko dela, z administracijo, bom rekel, prideš v neke čist drugačne medosebne odnose, ko imaš sodelavce, ko imaš starše, in tle zna biti dosti, bom rekel, časa porabljenega. Tudi včasih dosti živcev, tako da res je fajn, da imaš neko uporo, fajn je, da imaš neka gradiva, da ti pomagajo vsaj to, da ne predstavljam si, kako bi nek začetnik, ki bi mu rekel, imaš na voljo zeleno tablo pa zvezek, zdaj pa uči 8 predmetov v 4. razredu. To bi bilo res zelo zahtevno pa težko. Še manj bi jih dobili, da bi šli med učitelja, če bi bile take pogoje dela. Ja, zdaj imamo res pogoje, imamo zelo dobre, kar se tiče materialnega dela, se pravi gradiv, bom rekel, opreme šole pa tako naprej. To imamo res dobro, ampak ostali pogoji so pa zahtevni, sploh za začetnike. Je pa še ena stvar, ki jo treba tudi povedati, da današnji mladi ljudje imajo nekako manj potrpljenja. Hitro rečejo, jaz se to ne grem. Tako da moramo biti, bom rekel, in kolegi, pa tudi starši bi mogli biti do njih bolj razumevajoči, vse večina je, spet bom rekel, meni je zelo krivično, ker rečemo, starši so taki pa taki. Ni res. V razredu, ko imaš ti 25 otrok, je mogoče en starš tak, da ti dela preglavice, ostali so v redu. Tako da je pa res, do začetnikov moramo biti, bom rekel, in solidarni in prijazni in pomagati na šoli, da jim tistih par let,
kar traja mogoče enih 5 let, da se prebiješ skozi to administracijo pa ti ostale stvari nekako, da ti pol res pride v ospredje samo poučevanje. Ne? Ker... Seveda, izjemno velika odgovornost leži na vas, učiteljih, pa tudi na vas, ki pripravljate gradiva. Kako zelo odgovorno se počutite, ko snujete gradivo? Zelo odgovorno, zelo odgovorno. Predstavljajte si, da proces nastajanja gradiva traja recimo leto do leto pa pol. Predstavljajte si, koliko ljudi je vključenih v ta proces. Govorimo o učiteljih praktiki, govorimo o doktorjih z pedagoške fakultete, vsak za svoje področje. Govorimo o razvojnih psihologih, kajti vsa naša gradiva nastajajo tudi v sodelovanju, sploh v prvi triadi, z razvojnimi psihologi. Potem so tukaj lektorji, potem so tukaj ilustratorji, potem so tukaj evalvatorji. To so celi postopki, to so mi smo imeli tudi po 300 evalvatorjev, ki so vse to pregledovali. In povem vam svojo izkušnjo, da ko dam učbenik v tisk, da me tako stiska v prsih, da je kar hudo, ker res čutim odgovornost, ker vem, da ko gre to v tisk, gre toliko in toliko izvoda v tisk in ni več v mojih rokah. Ja. In najhujši trenutek je, ko pride iz tiskarne in ko odprem in se bojim odpreti, zato da ne bi slučajno kje našla kakšne napake. Tako da tudi, če se napake pač kljub vsem tisočim pregledom pojavljajo, je to za nas pač težko in seveda si želimo, da tega ne bi bilo, ampak seveda. Ampak napake so tako človeške, kot so tudi napake učencev, ki jih tudi učitelji morate kdaj spregledati. Vse to je življenje. To je življenje, Pod črto je to, vse govorimo o človečnosti. Tako je. Tako. Tudi prav je, da so gradiva takšna, da dihajo, da imajo življenje. Če se lahko navežem na Mojco. No, jaz imam pa čisto drugačno izkušnjo. Jaz pa komi čakam, da gre v tisk in komi čakam, da dobimo roke. Saj tudi jaz se veselim, ampak z nekim strahom, z odgovornostjo. Ja, to je moški pa ženski princip, kako smo mi bolj pod stresom. Seveda ste tudi vi ravno tako odgovorni, sami to še zavijemo v ta čustven del. Ja. Kaj vam je največji izziv pri tem, da ste učitelj in kako vas ta poklic najbolj napolnjuje? Bom najprej, kaj me napolnjuje. Napolnjuje me to, da si skozi z mladimi ljudmi, z otroki in nekako to so iskreni ljudje, no? Človečki, ali kako bi rekel, tle vedno veš, na čem si. Ne? Oni ti povejo, danes imate čudno frizuro, oni ti povejo, kdaj ste se nazadnje obril, kar mogoče od starejših ljudi ne bi slišal. Ne? Hkrati pa to je veliko enih res takih lepih pogledov, enih nasmehov, enih objemov, tako da to je tisto, kar ti da pravzaprav vsak dan neko energijo, tudi če si slabe volje, te pa nekako že v dobro voljo spravijo. Potem druga stvar je, da nekako imaš občutek, da na te bodoče odrasle ljudi nekako vplivaš. Je ta občutek in tudi starši ti pol dajo neke pozitivne povratne informacije, da so zadovoljni, da radi hodijo v šolo, da se jim zdi, da se veliko naučijo. Pa tudi konec koncev otroci pol, ki pridejo enkrat, ki so že odrasli ljudje, zdaj moja prva generacija so že čez 30 let stari, pa te kje srečajo, pa tako pa te lepo pozdravijo, pa koliko jim je bilo fajn. Tako da to ti daje, bom rekel, ene take pozitivne, tudi na dolgi rok, pozitivne povratne informacije. Zdaj, kar se pa tiče izziva, pa ne vem, velike nekih nepotrebnih pritiskov. Tako, skozi imamo občutek, da se s strani, ne vem, inštanc zahtevajo preveč nekega administrativnega dela, vse to bi se dal kar dosti poenostaviti. Potem skozi imaš občutek, da bo nekdo ti prišel v razred pod prste gledati in to za neke administrativne zadeve, kar je zame v bistvu banalno.
Veste, če si ti dober učitelj, je čisto vse, ne rabiš imeti pripravo na 10 straneh, ne. Imaš lahko 4-5 stavkov in to je to, ne. To, da veš, kaj boš delal in pol pa itak vsaka ura nekako ima svoj spontan tok, ne. Tako da, veste, tudi če napišem pripravo od minute do minute natančno, jaz vem, da se mi bo v 3 minuti vse podrlo, ne. Absolutno. Ja, tako da je ta, bom rekel, pri samih učiteljih bi se res mogel ceniti ta čut, bolj kakor pa mogoče neko široko znanje, izpolnjevanje papirjev, da ne rečem pravno znanje, ne. In manj bom rekel nekega nadzora ali pa občutka nadzora, kaj delaš, ne. Kje lahko podpišem, to sem prva v vrsti, ki podpišem to, da bi res bilo dobro gledati na to, kakšen prošnja na človek. ministrstvo. Dobro, evo, že pišem. Mojca, kako pa lahko vključite v gradiva različne posebnosti otrok, različne potrebe otrok? Otroci seveda si niso enaki. Vsekakor otroci, vsak otrok je svet zase, pravijo, ne. Seveda mi imamo tudi te vse strategije, ki jih uporabljamo za to, da bi bilo gradivo široko zasnovano in pač da bi ga lahko uporabljalo čim več otrok. Zato uporabljamo seveda diferenciacijo, kar pomeni, da lahko zastavimo isto nalogo na različnih nivojih, na bolj zahtevnem, na manj zahtevnem. Gledamo pri sestavi nalog na to, da so za vse tipe učencev, torej za tiste, ki so bolj vizuelni, za tiste, ki so bolj slušni, imamo tudi slušne posnetke, filme, za tiste, ki so bolj gibalni, sploh prva triada, veliko vključujemo gibalnih nalog, gibalnih aktivnosti. Potem vpeljujemo tudi elemente formativnega spremljanja znanja. To pa pomeni, da otrok najprej pogled, eden od teh elementov je tudi samoevalvacija. Najprej otrok se pač skupaj z učiteljem gre pogledat, kaj se bo naučil, potem pa, ko to nekako usvoji, pogleda za nazaj, kako dobro mu je pri tem šlo in on sam pri sebi oceni, kakšen napredek je dosegel. Ne v primerjavi z drugimi učenci, ampak sam pri sebi, koliko je on napredoval, kaj bi še bilo potrebno, da bi še napredoval in s tem tudi urimo njegovo zavedanje o tem, kako uspešen je. Tako da v bistvu vsi ti sodobni pristopi se vpeljujejo v gradiva. Takole, ko poslušam, razmišljam, kako smo sploh mi naredili šolo. Veliko otrok ima odločbe, veliko otrok ima neke učne posebnosti. Takrat, ko smo mi hodili v šolo, se o tem ni toliko govorili, pa so ravno tako bili med nami otroci šolari, ki so težje naredili pouk. Zdaj je res zelo prilagojeno. V bistvu je šola nekako postala zelo prijazna do največjih ranljivosti otrok. Ja, no, sej moram reči, da tle imamo, res je veliko odločb, veliko je pomoči, ampak tudi imamo čedalje več svetovalnih delavcev, ki pač to nekako peljajo, tako da to je v redu, ne. Je pa res, da pač to stane, ne. To država potem pravi, ja, kako je premalo učiteljev, vse smo v šolstvu zaposlili toliko pa toliko tisoč ljudi na novo, ne. Ja, ste, ampak ne direktno učiteljev, ne. Pa je fajn, da imamo svetovalne delavce, ne. Tako da, ja, pomagajo, zagotovo pomagajo tem otrokom. Je pa res, kar ste omenila, ne, včasih tega ni bilo, ne. Ja, samo včasih je bilo tudi povprečje ocen nižje, ne. A veste, včasih so otroci jim bili zadostni, pa dobri, se pravi 2, 3, ne. Danes imate vi povprečje šol čez 4, ne. Tako da tudi s to pomočjo pač nekateri dosežejo višje rezultate, kot bi brez, ne. Je pa tle, po mojem mnenju, treba biti zelo previden, ne. Kje je meja te pomoči, pa, a veste, ljudje na splošno smo taki, da nam kar nikoli ni dost, ne. A veste, vi otroka, ki mogoče bi bil včasih zadosten, je zdaj prav dober, ne. Če govorimo o uspehu, ne, pa mogoče tudi to nikomu zadost, ne. Se pa pol začnejo problemi v srednji šoli, ne. Bomo zdaj končali optimistično, prav. Povejte mi najlepši spomin na vajino šolanje. Mogoče ti, Mlada, najprej. Ja, pa jaz imam toliko enih lepih spominov, ne.
Kad te vprašajo, kjer ti je najljubši učitelj, pa kjer ti je šel, kjer ti je bil zoprn. Jaz pravzaprav nimam nobenega zoprnega. Kako lepo. Tako da vsak je bil po svoje v redu. Ne? Tudi tisti, ki so bili strogi, so mi bili fajn, tisti, ki so bili popustljivi, so mi bili še boljši. Ampak mogoče, ne vem, najlepša leta so bila po moje v gimnaziji. No? Je bilo veliko druženja. Vse to sem hotela reči, ja, gimnazija pritegne še take temnolasce z lepimi očmi. Jaz sem se pa slučajno zdaj spomnila, da mi je bil v bistvu, ni mi bil pač to najlepše, ampak tega sem se zdaj spomnila, da ko sem šla v prvi razred, da sem dobila indijančka. Kako lepo. Jaz ga imam še vedno rada. Hvala vam lepa. Hvala tudi vam, ker ste bili pri pouku z nami. Nasvidenje.